In evo nas nazaj v tem studiu, z mano danes, moram reči, kar eminentna družba. Ne? Z mano sta namreč MK in Zlatko. Servus! Zdravo, zdravo. Zlatko, povej, kako se počutiš pri nas v Mariboru? Prišel sem po kos sonca. Tam je megledo, še vedno. V prednosti. Po navadi. Ne? Pravi, da smo v prednosti z soncem, ampak ne vem, če smo po plačah prednosti. Ja, tu ziher, ne? Je pa res, ne? Da sem rekel MK, sem ga preoznačil tudi v story, sem rekel, ja, res je, ne, tukaj je sonce, pri nas je res, da je ono tako gosta megla, sivina, Okay. Ampak sem rekel, za ta koncert Kamava, za ta pač spektakel, ki se bo zgodil na Štuku, ne, sem pa rekel, da pa to zna biti pač nevaren, ne. Ja. On je zdaj bolj regi tukaj, jaz sem pa tam v eni sivini, ki Master Splinter prehajam iz kanalizacije, razumeš? No, mogoče more biti tak, ne, da pride do neke razlike, ne. Dajmo nasloviti torej koncert v petek 12. decembra na Štuku. Kaki koncert, kak je to? Kaj je en predskupina, pa drugi ni? Ne, torej, kaj se tu dogaja? Greva po, v bistvu bova en versus izpeljala. Kaj to pomeni je, da bova imela 12 različnih rund tako na boksu in vsaka runda bo imela svojo kategorijo. Recimo en bo ljubezenski komad, uličarski komad, komad pred 20, komad z mrigotom, klubski komad in tako naprej, torej 12 rund. In v tem se bom pomerila, publika bo pa z aplavzom odločila, kdo je boljši kako rundo. Kaj to, freestyle? Ne, prav komadi, ki so bili... Ja, recimo, ne vem, kaj te vem, ko imamo mava diss track, imamo eno temo, bo Zlatko valjda odre po svoj najbolj popularnejši komad, ne, za klepca, ne. Jaz bom pa ne vem še, kaj bom takrat, ne. Svetovno. Torej, imata vse pripravljeno. Ne, še čist, ko bo MK repel neki za tak dehački komad, jaz še ne vem, kaj bom repel. Kolebava še, oziroma razmišljava še. O vsenih kosmičih. Mava pa Mrigo bo pa DJ, ne, tako da bo Mrigo imel vse pod kontrolo in finta je tudi, da si nisva povedala, katere komade bova dala v kilo rundo, tako da bo tudi nama zanimivo. Tako. A ti že gosta si izbral? Jaz imam, ja. Jaz še nimam. Upam, da prije, no. Ja, vprašanje, kaj bo s tem. Tako da malo si morata ponagajati, če uporabimo ta izraz, ne? Da se malo pikata, ne? Ja, v bistvu, je to point, ne? Point je v bistvu, da pokaževa, da hip-hop je ljubezen, to je. Ja. In da ni to neka stvar, kjer... Zdaj ti pravim, sparing je to bolj kot kaj druga. To je res taka... Zdaj, ne, tisto, kar je najbolj zanimivo, se ni problem, jaz sem prišel zdaj v goste, ne? Ja, logika. Domač teren, ne? Ampak treba se pol pač po tej prvi, ne, borbi, treba pol se pač usest, pogledati, kaj smo delali prav, kaj smo delali narobe, ker slejka prehem bo zahteval revanš, ne, ampak vsi vemo, kje bo revanš. To me je zanimalo, ne? Če je pol povratna tekma, kaj bomo naredili? Runa veter v skriti gost revanš. Je pa res, da imaš to prednost kot gost, da te more MK na pravi štajerski način tudi počastiti in sprejeti in te razvajati v bistvu, ne? Ja, ne bi pozabil, da ti zdaj priješ na Štuka, pa tam ni nič. Zato sem danes prišel, pa do ponedeljka bom gledal. To, imaš hotel. Zlatko je naš pomeni hip-hop, tako da nima veze s kisi, ampak s kilsi v tem primeru. Ja, lepo si to. Skoraj bi lahko bil raper, ne, kako delaš. MK, na zadnje si izdal komad, ni koliko je star zdaj? To 3 dni, tečen misliš? Ja, nekaj takega, ja. 3 dni. Zlatko, si ga že poslušal? Ne. Se prav. Ne, ti se pripravi na petek, da te ne bo zmedel s kakimi takimi. Ne, problem je v tem, da danes jaz karkoli počnem tako, tudi kad mi ljudje pošiljajo, jaz red skočem poslušati, kar pomeni, da moram imeti čas, da moram imeti fokus samo na to, ne pa da imam zraven še 7 drugih misli. Res je. Ker nočem scrollati, to hip-hop ni TikTok, ne. TikTok je TikTok za scrollanje, ne. Hip-hop je pa za poslušanje. Cool, lepo.
Dobro je rekel en prijatelj, naš DZZ, pred kratkim na enem intervjuju je rekel, fanti, ki danes repajo v 90-ih, ne bi prišli do mikrofona. Ja. Tudi jaz sem to gledal in sem se strinjal. Ja. Ne? Je tak, ne? Ja, vse je mislim- na hitro, vse samo Vse leti. instant. Tako, ne vsede se nikam. Ne? Slišiš enkrat, pa je to. Mi dva Zlatkotom nismo instant. Ja. No, upam, da res ne. Pridite se prepričati, predvsem tisti, ki dvomijo v to. Okay, še enkrat spomnimo, v petek 12. decembra na Štuku, Zlatko in MK gre torej za eno tako bitko, prijateljsko, ne bomo se tam poklali. So še karte? Karte so še vedno na voljo na Štukovi spletni strani, lahko jih pa dobite tudi na dan koncerta na blagajni. Ok, super. Torej, MK, če si dajmo prisluhniti tvojemu komadu, da se malo k sebi pridemo, pa se vrnemo nazaj čez dobre 3 minute. MK torej in Tečen. MK in Tečen na totem radiju premierno, torej in z mano v totem studiu še enkrat več. Zdravo, Zlatko in MK, servus. Zdravo. Lepo zdrav. Živijo. Okay, preden gremo dalje, zdravje funkcionira še, ker vemo, ne, da ker kosi. Mislim, imaš live video oziroma kjerkoli bo fotovijal, mi teče stari pririti dole, res. Blik sem butno odvaleka dol ceja, da prijem do sebe do petka ti zdrži, Tako petek še zdrži. Še enkrat spomnimo koncert na Štuku, torej MK in Zlatko v petek 12. decembra, taki battle, ampak kot ste rekla, ne da oni klasični rap battle, ne, ko poznamo, mi ki nismo poznavalci hip-hopa, ne vem, z televizije ali pa kje, ne. Še enkrat 12 rund, ki ima vsaka svojo temo, tudi predskupine imamo zelo dobre, Mito, Easy G, pa Young Firefly, pa še mladi Kungsterdam iz Kungote, pa Young Vibe. Tako da pridejo nadobudni mladi, ki repajo na boom bap beate, srednje mladi, ki repajo na boom bap beate, na pravi hip-hop, tako da mislim, da tega ne smete zamuditi, ker je še vedno hip-hop zelo živ v Sloveniji. Svetovno. Kaj pa po vsem tem? Po vsem Moramo iti domov ali pol pa pride naš zelo dober prijatelj Mrigo za mešalko in bo spuščal po moje same šuse v glavo do jutra, dokaj se bomo hoteli družiti. Svetovno. Zlatko, povej, ko ti prideš v Maribor, je kaj drugače, mislim, kot sam občutek, ampak na odru je drugače, kot pa recimo v Ljubljani, ko je domač teren in za tebe enako, MK. Ja. Vprašanje. To je dobro vprašanje za mene. Jaz kot potnik se itak počutim malte ne posod doma. No, Vem, da si ljudje to težko predstavljajo, še posebej ljudje, kateri imajo kakršnekoli predsodke, ampak jaz sem že bolj od rojstva tak, po naravi sem bližje Indijancom, kot kavbojcem. No. Cool. Tako. Pri meni je, mislim, dejstvo je to, ne, da ljudje, ki pridejo v Ljubljani na koncert, kupijo karte za tvoj koncert, tako da ponovadi ne pridejo ljudje, ki te ne marajo na ta koncert. Ne, da, skoraj vedno je tak. Ja, skoraj vedno. Tu pa tam tudi izjema, ampak ponovadi pohendlamo z dobro energijo vse to skupaj, zato ker ljubezen premaga vse. Res je. In pa muzika nasploh, ne, tako da nikoli ni nekih čudnih. Ne. Da bi, ne? Jaz odkar se spomnim, da se po domač povedan pojavljam na odrih, vedno je čista pozitiva. Se pravi, če bi vi šli zdaj preveriti recimo moje socialno omrežje Facebook, ne, kjer se zdaj že več ali manj pojavljajo tako takšne in drugačne situacije, se mi zdi, da mladi skoraj da več niso gor. Ja. Potem viste, da imate tam, če bi vzemal mnenje ne samo za mene, ampak za celotno družbo iz socialnih omrežij, bi nas lahko marsikaj skrbeli, ne. Ampak realnost je pa spet nekaj drugega, ne. In mene zanima bolj pač ta realna slika. In realna slika je pač ta, da če mi ne bi bilo všeč in če ne bi bili rezultati takšni, kakršni so, se ne bi s tem ukvarjal, ne bi tega počel, ampak bi šel v Avstrijo in bi se zaposlil in bi čakal 14. plačo, da grem lahko na dopust. Recimo predtem pa še naredil izpit za viličara, ne, če bi slučajno imaš, ne? To že imam, ja. Jaz ga nimam. Že to je hitro. Pa ga znam pelati. Jaz bojem znam tudi voziti kamion, ne. Ampak upam, jaz upam, da bom reper do konca live. Moram to dobiti Skanja, prvi spot, DJ Z, Ja, kamion sem vozil pa z B vozniško, ne. Dajte me
na TV, nisi pa da si rabo Lado... rekel več, Ne, sam naravnost, pa avtomatiki bil. Okay, Cool. Tega na TV, da si Lado zaveže vezaj. Okay, ker smo zdaj v decembru, da še vam malo to vprašam, kak je pri vas doma s prazniki, z Božičem, z ne vem, Miklavži, z vsemi temi stvarmi? Imate enake običaje ali Pa ne, saj zato kak je v decembru? Mislim, v decembru... Zapravite vsak 25 jurjev ali kak? Ali pomaranče? Ne, ker to bi pa že govoril, da zapravim praktično celoten honorar od IPF-a, kar pa pač Ja. ne bom A počel. samo toliko dobiš? Samo to, ampak jaz dobim več. Jaz bom tako rekel, ne, jaz sem zadovoljen, tako da naj živi Sazas, naj živi IPF in naj živijo vsi dobri ljudje od svojega dela. Ne? Ja. In drugač pa lahko samo dodam, da jaz sem še zmer, nisem se še odločil, kot otrok sem imel vedno to, ali mi je kdo mi je bližje, ali Božiček, ali Dedek Mraz. In še danes pri svojih 22 letih ne morem, ne vem. Okay, kako pa prenašaš to na otroke? Ma bej stran, jaz otrokom povem direkt, tako da bom svoj komentar, kako jaz prenašam to na otroke, raj zadržal za sebe, da ne bi vi dobili po oddaji klica, kako ste si pa vi dovolili. Ja, pa da slučajno ne bi kdo kaj narobe, pole razumel. Seveda, jaz se malo rad pošalam, ampak svetam se pa ka Nikolaj, ne? Res je. Pri meni je tak, jaz v bistvu ne maram prevelikega kapitalizma okoli teh praznikov, bolj mi pomeni, da se združim z družino, tako da sem jaz furo Secret Santa letos, namesto da se vsi obdarujemo za 5, si bomo dali enemu za 30. No, glej, svetovno. Evo, kaj pa recimo še, da še obdelamo večerjo pa to? Pa to prehrano pri nas decembersko. Je morska hrana največkrat. Resno? Ja, od žene mama skuha ful dobre školjke, pa škampe, pa take stvari, tako da za Božič imamo mi to. Ja. Svašta, to pa prvič čujem, zanimivo. Jaz bom pa tudi tukaj pač ostal skromen, pa pač rekel Burek Olimpije. No, vidiš, svetovno. No, kjeri ti je najljubši, Zlatko, povej? A Burek? Iskreno, če bomo govorili o uni top kvaliteti, mora biti izpod sača, to je pa to. Tako da kdorkoli je to probal, ni šel nazaj v kakšen drug ameriški bla bla bla. Ne. No, ker če se malo tako pohvalim, moram pohvaliti teto svojo, ona naredi krompirošo, pa da noter poranje meso. A to je vse to in so bolj lepo rolica. In pleh lepo čaka. To so leveli, ne? To so potem leveli. Skonto zdaj burek, ne? Čeprav temu se ne reče burek, ampak ista fila, ko za burek samo v riževe, one veš okrogle. In pol to namočiš jajca, zarolaš burek in spečeš stvari. Lepo. Jaz sem vrat azijsko hrano ful, tako da delam vse možne balkanske variante na azijski način. Svetovno. Jaz pa kontra, ne? To vidim, le tu bi lahko bila pleskavica. Svetovno, enkrat še omenimo koncert na Štuku, torej v petek 12. decembra, MK in Zlatko, malo se bo ta pikala. Tako pa na Instagramu od tega radia bomo v bistvu podelili 2 karti, tako da gledajte njihov Instagram v kratkem, kjer bomo objavili, kak jih lahko dobite. Tako, evo, tako da ste vabljeni vsi in pa seveda se obtačljajte na našem Instagramu, nekoga bomo izžrebali za 2 karti, sicer pa preden gresta, klasično darilo, edina radijska postaja v svetu, ki ima svoje zobne ščetke, ta premium VBO ščetka, le Zlatko, le to. To pa jaz poznam, veš, to pa to od... Veš, kaj bi pa jaz smel, kaj ima Zlatko, pa jaz nijam. Kaj? Invisalign. Glej, zmeni se, ne? Vse hodijo tu okoli, ljudje, ki so tam zaposleni, jih večkrat vidimo. Sicer pa hvala še enkrat, da sta prišla, verjamem, da bo vrhunsko in verjamem, da bo poln štuk, tako je vedno. Zdaj sem se spomnil, koga bi lahko povabil tudi za gostjo oziroma gosta. Ja? Tam sem se tudi spomnil, da jih mogoče ne bo v Mariboru, ne? Okay. Ampak nekaj moram še nagruntati. No. Drugač pa kar se tiče tega, ne, to je res kvaliteta. To se pa ne zabavam. Pridite pogledat petek, kdo bojo tudi skriti goste, ker pride sigurno kdo, ki ga imate zelo radi, pa ne vedete. MK bo imel Božička, jaz pa Dedka Mraza. Ajde, hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo. Miklavž pa bo muziko. Še eno vprašanje kratko. Kdo je zdaj župan v Mariboru? Ne vem. Ok, cool.